Živjo, tole je samo en kratek napovednik za novo sezono podcasta Seks v pisarni. Še zmeraj bom s tabo Monika in še zmeraj nas čaka veliko tematik za predelati, veliko gostov za izprašati in bom rekla tako, par stvari bo novih. Prva nova stvar, ki bo, je ta, da se bomo gledali zdaj vsak teden. Se pravi, podcast bo šel ven enkrat na teden. Druga nova stvar, ki bo ta, da bom ne lih vsako epizodo, ampak v kakšno epizodo vključila izziv za vas, gledalce, poslušalce, sledilce, kakorkoli. Tak izziv, s katerim boste mogoče lahko popestrili svoje spolno življenje, svoje samsko spolno življenje, svoje spolno življenje s partnerjem, kakorkoli. Izzivi bojo različni, lahko se jih bo dal pač aplicirati na različne življenjske situacije, bom rekla temu, se pravi, ste samski, ste s kom skupaj, kakorkoli. Tako da ja, teh izzivov se res ful veselim. Čaka nas veliko zanimivih gostov. Ne bom še razkrila, katerih, pa lahko, da sem to že rekla, malo sem živčna. Celoten podcast bo malo prestrukturiran, tako da bo tudi bolj interaktiven. Se pravi, več bom vključevala vas. Kaj to pomeni? Da več bom upoštevala vaše predloge, več bom upoštevala oziroma vključevala vaše vprašanja, vaše interese v sam podcast. Imeli boste možnost tudi predlagati vprašanja za naše goste, ki ne bodo vedno napovedani vnaprej, ampak bodo lahko tudi kot skriti gosti. Vi boste pa pač na slepo poslali vprašanja in ne boste vedeli, kateri gost bo to vprašanje dobil. Zbirala bom tudi vprašanja, ki jih lahko vprašam standardno za vsakega gosta. Lahko tudi mene kaj vprašate. V glavnem, kar hočem reči, je to, da bomo buildali naš ta podcast Seks v pisarni community, našo skupnost. Tako da ful bi rada, da je 4. sezona res poudarek na tem, da ste vključeni v ta podcast. V glavnem pa, da zvete čim več novih stvari, da razbijemo čim več tabujev, da probamo vnesti res neki razumevanja v različne tematike spolnosti in pač pride nova, izboljšana, nadgrajena, kakorkoli hočete poimenovati, sezona podcasta Seks v pisarni. Za prvo epizodo vsem planiram, da bomo mogoče še malo bolj, ne bi rekla mirna, ampak tako malo prehodna, bomo rekli. Ampak ja, v glavnem se vidimo čez nekaj dni.